Od prejšnjega četrtka je tudi v zdravstvenem domu Žalec mogoče opraviti test za COVID-19. V Osrednji knjižnici Celje je na voljo prevod avtobiografskega romana Alme Karlin. Nogometaši Celja so dosegli prvo zmago v novi sezoni. Lokalna derbija Rogaški in Zlatorogu. Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V nedeljo so v Sloveniji opravili 909 testov na COVID-19, potrjenih je bilo 39 okužb, od tega 4 na Celjskem. Skupno je bilo med vikendom v naši regiji potrjenih 19 novih okužb. Testiranje na COVID-19 je od prejšnjega četrtka mogoče opraviti tudi v zdravstvenem domu Žalec, kjer jemljajo brise tistim pacientom, ki so jih na testiranje poslali izbrani zdravniki. Samo plačniških testiranj pri njih ni mogoče opraviti. Tudi v Žalcu je postavljena COVID točka, 2 modra zabojnika, eden za opravljanje testov, drugi pa za nadaljne preglede pacientov v primeru okužbe. Da bi postali bolj dostopni za naše paciente, smo tudi pri nas začeli z jemanjem brisov od četrtka dalje. Na brise lahko pridajo pacienti, ki imajo zbrane zdravnike v zdravstvenem domu Žalec, torej tukaj na sedežu, potem v zdravstveni postaji Vransko na Petrovčah in pa tudi vsi pacienti, ki imajo izbrane koncesionarje Spodnje Savinjske doline, torej tudi iz Polzele pa iz Prebolda. In kako jemanje brisov poteka? Izbrani zdravnik naroči pacienta na bris, praviloma je to naslednji dan. Pacient pride ob določeni uri, se pripelje z avtomobilom na parkirišče, ki je označeno, in počaka v avtomobilu, da k njemu pristopi zdravstveni delavec in mu odzame bris. Potem pa rezultati pridejo kdaj? Rezultati, če so pozitivni, ga pokličejo takoj še isti dan, praviloma okrog 7 ure zvečer, in mu potem damo potrebna navodila. Če pa je rezultat negativen, pa sporočajo izbrani zdravniki, praviloma potem naslednji dan. Direktorica zdravstvenega doma Žalec še pojasnjuje, da pride dnevno od 20 do 30 ljudi na odvzem brisa, odvisno od naročenih pacientov. Negativni lahko naslednji dan že obiščejo svojega izbranega zdravnika, če pa je rezultat testa pozitiven, pa vas v nadaljevanju obravnava ekipa v COVID ambulanti. V Osrednji knjižnici Celje so v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje ter Mohorjevo družbo predstavili knjižno novost z naslovom Daljna ženska in pod naslovom Tragična zgodba Franka van Halna. Gre za prevod avtobiografskega romana znamenite Celjanke, svetovne popotnice in pisateljice Alme Karlin. V njem avtorica opisuje svoje znanstvo in odnos s protinacističnim ubežnikom Hansom Joachimom Bonsakom s psevdonimom Frank von Halen, ki se je v strahu pred maščevanjem režima zatekal v Celje in kjer ga je pod svoje okrilje vzela Alma. Njune poti se prepletajo na življenjsko usoden način, ki ga avtorica rešuje z vsem, kar jo je zaznamovalo. Umetnostjo in upornostjo, magijo in molitvijo, sočutjem in jezo. V turbulentnem obdobju z Almo Karlin naveže stik protinacistični pisatelj, ki v strahu za svoje življenje pripotuje v Celje in pri Almi poišče zavetje. Čeprav je sprva umikan in uglajen gost, začne gostoljubje kmalu izkoriščati, kar Almo in njeno prijateljico Tejo Schreiber-Gamelin najprej pahne v finančno zagato, kasneje pa še v globoko duševno in duhovno stisko. Laži, prerasle v spletke in celo politične prevare, dajejo vedeti, da bo zgodba prav vse vpletene življenjsko zaznamovala in preoblikovala. Čas neposredno pred drugo svetovno vojno je bil nemiren, poln tesnobe in trhnih medčloveških vezi, ki so se lahko v trenutku pretrgale. Avtobiografski roman Daljna ženska je prevedla Jerneja Jezernik, prevajalka, poznavalka in raziskovalka življenja in dela Alme Karlin, ki je do sedaj izdala 15 njenih prevodov ter 3 avtorska dela.
Ja, jaz sem zelo vesela vedno, kadar lahko poskrbim za prevod kakšnega Alminega dela, ki se še nahaja v Almini zapuščini ali v Nacionalni knjižnici v Ljubljani ali pa v Berlinski državni knjižnici. In to je zame vedno znova praznik, ker s seboj prinese vedno nove zgodbe in tokratna je bila zame še posebej zanimiva zaradi tega, ker je bila povezana oziroma je povezana s Celjem in z enim zelo plemenitim dejanjem, ki Almo Karlin pokaže v eni novi luči, in sicer, da je v času neposredno pred začetkom druge svetovne vojne, torej med letoma 1937 in 1938, pri sebi v svoji hiši, v rimski hiši na Ljubljanski cesti 6, skrivala protinacističnega begunca Hansa Joachima Bonzacka in mu verjetno s tem svojim plemenitim dejanjem rešila življenje. Prevod avtobiografskega romana Alme Karlin Daljna ženska s podnaslovom Tragična zgodba Franka van Halna so letos izdali pri celjski Mohorjevi družbi. Lektorirala jo je Saška Ocvirk, natisnili pa so jo v Dravski tiskarni na 200 straneh in v trdni vezavi ter v 600 izvodih. S prevajalko in eno največjih poznavalk Alme Karlin, Jernejo Jezernik, pa smo se seveda pogovarjali tudi, kaj pripravlja iz bogate zapuščine Alme Karlin. Kdaj bo, je težko reči, ker je ta situacija s covidom prekrižala marsikateri načrt. Trenutno se največ ukvarjam s prezentacijo svoje prve nemške biografije o Almi Karlin in tudi v nemščini napisane, ker se mi je to zdel še en poseben izziv, torej pisati v Alminem jeziku. In tudi seveda z enim ozadjem, da Almo Karlin, ki je bila res izjemna ženska, predstavimo tudi nemško beroči publiki in jo postavimo na literarni zemljevid, kjer je pravzaprav nekoč že dejavno bila. Torej, oktobra in novembra me pravzaprav čakajo predstavitve te nemške biografije in sicer v Gradcu, kjer je Alma tudi imela svoje prijatelje in znance in jo cenijo še danes, pa tudi na 2 predstavitvah na Dunaju. Kot sem pa že povedala na današnji predstavitvi knjige, je pa Alminega neobjavljenega gradiva še izjemno veliko, tako da bomo gotovo lahko spremljali, ko bodo stvari pač zaključene, tudi nadaljne kamenčke v raziskovanju življenja Alme Karlin. Je pa Jerneja Jezernik, ki je pred nedavnim prijela županovo priznanje občine Braslovče za pomembne uspehe ter za uspešno delo, tudi založnica. Izdajati je pričela zbirko Z Almo v svet, s prvo zbirko pesmi Alme Karlin. Nenazadnje sem tudi kot založnica začela izdajati knjižno zbirko Z Almo v svet in v tej knjižni zbirki je bila kot zadnja knjiga objavljena tudi prva pesniška zbirka Alme Karlin, namreč mnogi sploh niso vedeli, da je Alma pisala pesmi, pa sem jih sama našla v rokopisnem oddelku Nuka več kot 400 in sem potem naredila en izbor. In je to tudi nekaj čisto posebnega na našem knjižnem trgu in načrtov v zvezi s to serijo, pa seveda še z mnogimi drugimi novostmi, ki nam bodo še v kakšni dodatni luči predstavili Almo Karlin. Je kar nekaj, samo upam, da se jih bo lahko čim več uresničilo. Potem sem ob Nogometaši Celja so v 5. krogu državnega prvenstva dosegli prvo zmago v novi sezoni. Na svojem igrišču so z 2-0 premagali ljubljanski Bravo. Celjani so doslej osvojili 5 točk, v naslednjem krogu pa bodo na domači zelenici gostili moštvo Tabora iz Sežane. Po gostovanju v Erevanu so Celjani hitro strnili vrste in prišli do prve letošnje prvenstvene zmage. Mrežo Ljubljančanov je v prvem polčasu načel novinec Mičo Kuzmanović. Usodo gostov pa je v drugem delu zapečatil Nino Pungaršek. Strinjal bi se, da nas je Matjaž držal v enem obdobju pri življenju. Tako da neki momenti v igri so bili zelo dobri, neki so bili spet tako mešano, v valovih smo igrali, tako da na koncu smo uspeli doseči pomembno zmago. Čestitke fantom za vloženi trud in za osvojene 3 točke in verjamem,
da bo to nekako vplivalo tudi na to, da se ekipa malo sprosti, kljub vsemu so te fantje bili tudi nekako pod imperativom podobe in učinkovitosti, tako da nič, dober dan za nas in oziramo se naprej. Moram povedati, da Bravo ni naivna ekipa, da so zelo dobra ekipa. Mislim, da smo pokazali predvsem željo po zmagi in tisto borbenost, ki nam je mogoče kdaj manjkala, pa konec koncev tudi neki kvalitete, no, da smo potem tudi obrnili tekmo v našo korist, tako da v bistvu mi smo zadovoljni z zmago. Trener Kosič je bil dobre forme in zadetka Nina Pungarška izjemno vesel. Nino je odigral dobro tekmo in seveda je danes pokazal, da lahko pomaga ekipi in verjetno bo še naslednjo tekmo spet v prvi postavi, če bo tako podobo kazal. Dober je bil. Glede na to, da so Celjani v četrtek igrali v Armeniji in se šele v petek vrnili v domovino, je do izraza tokrat prišla tudi širina celjskega igralskega kadra. Vedno je širina, če verjameš v fante. Ne? Problem rata takrat, ko pravzaprav se moraš odločiti, a verječe v tiste, ki so že pokazali, da so odlični, pa jim kljub temu zaupati, kljub temu, da niso v optimalni formi, ali dati priložnost tistim, ki čakajo in ki so motivirani, da dokažejo, da sodijo v prvo ekipo. Tako da kot trenerju je to vedno dobro, vedno se moraš pa tudi za strategijo odločiti zdaj, koliko eni igralci si lahko status pridobijo samo z učinkom na igrišču. In igrišče je edina resnica in super, evo, jaz sem tudi danes srečen, da so nekateri fantje, ki niso veliko igrali, pokazali in so se borili. Ne moram enemu očitati, da ni bil, da si ni želel. Tako da, evo, super pomembna zmaga za slačilnico celo na koncev. Tudi Žan Flis, ko je šel na koncu v igro, je naredil en prodor, redko dobiva priložnosti, ampak je tudi pokazal, da si želi igrati za Celje, da želi biti del Celja in super. Evo, danes sem srečen, da nam je uspelo s kančkom sreče, oziroma tudi takrat, ko smo viseli, je naš Matjaž poskrbel za to, da smo bili še v igri. Kasneje so se tudi fantje malo sprostili in verjamem, da jim bo lažje od danes naprej. V celjskem klubu so morali na konec evropske sezone hitro pozabiti in se povsem osredotočiti na dogajanje na domači sceni. Sprejeli smo dejstvo, da tam nismo bili uspešni, sprejeli smo tudi kritike, da nismo bili ta pravi, s tem moramo živeti. Želeli smo si več, bolj, ampak evo, realnost nam je danes Slovenska liga, skušali se bomo čim prej vrniti k stari podobi in delati predano naprej. Konec tedna se je začela 30. sezona v slovenskih košarkarskih ligah. V prvi moški ligi so Terme Olimia slavile na gostovanju pri Triglavu. Lokalna derbija na Polzeli in v Rogaški Slatini pa so dobili košarkarji Zlatoroga oziroma Rogaške. Slednja je pred svojimi gledalci s kar 94-55 premagala Šentjurčane. Lokalni obračun v Rogaški Slatini je bil odločen že v prvem polčasu. Slatinčani so očitno v prestopnem roku več in bolje kadrovali. Šentjurčanom se je poznal tudi pozen začetek priprav in nekompletna postava, v kateri je manjkal izkušeni Džapa. V prvem vrsti čestitke Rogaški za zasluženo zmago. Bili so nocoj boljši vseh elementih košarkarske igre. Naši fantje so videli, kje je njihova realnost. Čaka nas ogromno dela, čaka nas tudi kakšne, upam, na spremembe v rosterju, kajti sami ste videli, trenutno nismo konkurenčni tem ekipam v Slovenski ligi. Kot sem že rekel v petek za vašo televizijo, je veliko neznank bilo pred tekmo. Jaz vem, da mi imamo ekipo, ki ima potencial, je pa treba še dosti dela, da pride do tistega optimuma. Današnja tekma je pokazala, da smo dominirali prve zadnje minute v vseh elementih igre. Težko je kaj več komentirati, Šentjur je zmanjšal razliko v zadnji četrtini. Vsi so igrali, stopili na igrišče, eni so bili odlični, drugi so bili solidni. Lepa popotnica za naprej. Imamo zdaj do naslednje tekme 2 cikla po 3 dni treninga, se pravi igramo šele v ponedeljek z Laškim in kot prvo, kar bom zahteval, maksimalen pristop, tako da je bil danes od prve do zadnje minute. V slatinskem klubu so tudi v tej sezoni očitno zadeli z okrepitvami.
Srb Glišič, vsi trije Američani ter domači novinci so na prvi tekmi dokazali, da bo imela Rogaška tudi v novi sezoni več kot očitno spoštovanja vredno ekipo. Mislim, da je vseeno Glišič igralec z največ potencijala v tej ekipi, saj je 22 let star. Pa je že nekaj dal skozi, imel je pač smolo v karieri, da je po odlični sezoni z 19 leti iz vršca dobil malo klauzu in je bil celo leto odsoten z igrišča in se nekako ni adaptiral naprej in je bil, bom rekel, tuje na zdravljenju, tako kot nekateri drugi in mislim, da ga čaka res blesteča kariera. Malcolm je že bil tu in točno ve, sicer ne dolgo, tistih mogoče 40-50 dni, ampak točno ve, na kak način mi tu želimo igrati. Black Sherris je še vedno, bom rekel, malo zgubljen, Vujačić se je priključil v rotaciju normalno in zdaj ne naštevam naprej, pač sem zadovoljen predvsem s kolektivom za obrambo. Te napadalne kombinacije še zdaleč niso dobro igrane in ne tečejo takoče, ampak vseeno smo pač danes odigrali to idealno tekmo, ampak moramo biti pametni in hitro to pozabiti in gremo v naslednjo tekmo, seveda 0-0 na semaforju in nova borba. Šentjurčane v nadaljevanju sezone čaka še veliko dela. Prva želja trenerja Aleša Pipana je začetek igranja novinca Daliborja Džape. Kojan Trepijo trenira po individualnem programu, jaz močno upam, da se bo lahko priključil čim prej, mogoče že naslednjo kolo proti Terme Olimia. Bo Pipan vodstvu kluba predlagal še kakšno okrepitev v igralskem kadru? No, en problem je predlagati, drugi problem je naše finančne možnosti. Upam, da bomo lahko naredili neke korekcije v prihodnosti. Vendar še enkrat, treba se bo zapreti dvorano in s temi fanti pač dvigniti nivo igre. Šentjurčani bodo tudi v naslednjem krogu gostovali. Čaka jih še en lokalni obračun v Podčetrtku. Še eno težko gostovanje za nas, ki ne prihaja v pravem času. V bistvu Terme Olimia je dobra ekipa, sestavili so izkušeno, kvalitetno ekipo, dobro pokrito na vseh pozicijah. To so dokazali nocoj z lahko zmago v Kranju, tako da ne čaka nas nič kaj dobrega. Rogaška bo v drugem krogu v ponedeljek 5. oktobra gostovala v Laškem. Brez lažne skromnosti, mi smo favoriti v Laškem in mislim, da bomo to znali uresničiti. Seveda, nobena zmaga ne pride sama od sebe, treba jo zaslužiti na igrišču. Hopsi bodo v drugem krogu v soboto gostovali pri Heliosu v Domžalah. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj. V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V četrtek bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Z vremensko napovedjo zaključujemo današnji pregled dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Želimo vam uspešen delovni teden. Do jutri pa lep pozdrav in srečno.